Zdaj, le nekaj dni potem, ko so Izrael, Libanon in Združene države Amerike predstavili že zgodovinski okvir za mir, ki lahko spremeni ravnotežje moči v Libanonu, medtem ko se pozornost zdaj preusmerja z diplomacije na izvajanje. Toda medtem ko Washington vztraja pri napredku, Hezbollah to seveda popolnoma zavrača in pravo premirje se v resnici še ni začelo. Tukaj je zgodba. Izrael in Libanon sta v petek v Washingtonu podpisala zelo obetaven in potencialno zgodovinski sporazum, ki bi lahko končal desetletja spora med obema sosednjima državama. Toda kako se to izvaja na terenu? Okvir zahteva, da se Hezbollah razoroži in umakne iz južnega Libanona, medtem ko bi se izraelske sile postopoma umikale. Sporazum ustvarja dve poskusni območji, kjer naj bi IDF predala svoje položaje libanonski vojski in opazovala, kako se ta spopada z iransko podprto teroristično skupino. Ampak obstaja ena velika težava. Hezbollah se s tem nikoli ni strinjal. Predsednik libanonskega parlamenta in zaveznik Hezbollaha, Nabih Berri, pravi, da sporazum v tej obliki ne bo sprejet in ne bo izveden. Hezbollah sam po pričakovanjih noče popustiti. Teroristična skupina pravi, da ostaja zavezana premirju, vendar obtožuje Izrael, da ga večkrat krši in opozarja, da si pridržuje pravico braniti Libanon. Izrael pa pravi, da so njegove operacije usmerjene proti kršitvam dogovora strani Hezbollaha. IDF pravi, da je v nedeljo napadla 3 poveljniške centre Hezbollaha v južnem Libanonu, po nadaljevanju napadov na izraelske vojake v varnostni coni, ki jo je vzpostavil Izrael. Izraelske sile so prav tako uničile glavni podzemni objekt za drone Hezbollaha pod vasjo Majdal Zun, kjer je bil 200 metrov dolg tunel, ki so ga uporabljali za sestavljanje, shranjevanje in izstreljevanje iranskih dronov. Medtem so ZDA že začele nadzorovati izvajanje. Libanonski mediji poročajo, da je poveljnik centralnega poveljstva ZDA Brad Cooper danes v Bejrutu, kjer bo razpravljal o naslednji fazi dogovora, potem ko je po poročanju obiskal Izrael. Izrael je podpisal okvirni sporazum, ki odraža našo željo po miru z Libanonom. Mir mora temeljiti na varnosti. In varnost na naši severni meji je mogoče doseči le z razorožitvijo Hezbollaha. Za zdaj se večji umik Izraela še ni zgodil. Hezbollah pa ni pokazal nobenega znaka, da bi bil pripravljen na razorožitev. To pomeni, da se največji preizkus sporazuma šele začenja. Zdaj se nam pridružuje rezervna podpolkovnica IDF Sarit Zahavi, ustanoviteljica in predsednica raziskovalnega in izobraževalnega centra Alma v severnem Izraelu. Vedno je poučno, ko ste z nami. Sarit, hvala, da ste tukaj. Lejte, zdi se, da je bil to pomemben korak, ta sporazum med Bejrutom in Jeruzalemom. Verjetno prvi v sodobni zgodovini, vsaj med tema dvema prestolnicama. Ampak kaj to v resnici pomeni? Seveda, v Izraelu je veliko skepticizma glede tega, kaj bi lahko iz tega izšlo. Ali to nujno pomeni, da bo v Libanonu izbruhnila državljanska vojna, če naj to deluje? Mislim, boj med šiiti in ostalimi sektarskimi frakcijami. No ja, seveda, to je res nekaj drugačnega, ker so bili v preteklosti vsi dogovori, ki smo jih videli, dogovori o prekinitvi ognja. In tukaj prvič po 80 letih vidimo dogovor, ki si prizadeva za mir med obema državama. In to je zagotovo sprememba, ki je ne smemo podcenjevati. Hkrati pa je še vedno velika težava Hezbollah in prav ste omenili, da zavrača razorožitev in celo grozi z državljansko vojno. Libanonska vlada bo morala biti zelo pogumna proti Hezbollahu in ukrepati proti Hezbollahu, vključno s soočenjem, in morali bodo braniti svojo državo. V nasprotnem primeru se ne bo nič spremenilo. Misliš, da bodo, samo da prekinem, to je bistvo tega, ne? Misliš, da bodo? Ne vemo, do zdaj niso. Bile so večinoma izjave, ampak spet, že samo dejstvo, da so bili pripravljeni skleniti takšen dogovor, ki je jasno priznal obstoj države Izrael, to je sprememba v primerjavi s tradicionalnim libanonskim stališčem, ki je povezovalo vsak dogovor, mirovni dogovor z Libanonom, s palestinskim vprašanjem. In zdaj se obe strani ukvarjata s tistim, kar je za obe bolj boleče. To je Hezbollah. Tako da spet ne morem reči, da se je situacija drastično spremenila, vendar ne želim podcenjevati posebnega dogovora. Zdaj, kar se tiče stvari na terenu, dogovor govori
o pilotnih območjih, kar se mi zdi dobra ideja. In videli ste, da se je ameriški general že ukvarjal s tem in se sprehajal okoli tega. Kar je zelo dobro pri teh pilotnih območjih, o katerih so se dogovorili v tem posebnem dogovoru, je to, da niso blizu izraelske meje. In to je bilo zelo pomembno, da ne bi preizkušali izvedljivosti tega dogovora na naših otrocih tukaj. Tako so dovolj daleč, približno 10 kilometrov od izraelske meje. To je zelo dobro, to je dober začetek. In še ena stvar tam, zelo nejasno je, kako natančno bo to delovalo v teh pilotnih območjih. Kdo jih bo pravzaprav očistil, oziroma ali bo to IDF, ali libanonske oborožene sile, ali kombinacija obeh. In tudi tukaj mislim, da je prednost, da ni povsem jasno. Verjetno je več podrobnosti v zaupnem delu sporazuma, ki se nanaša na varnost, ker to daje obema vojskama veliko prilagodljivosti pri sodelovanju za skupni cilj. To je izgon Hezbolaha iz južnega Libanona. Ja, čeprav razumem, je vojska pripravila zemljevide teh poligonov, teh amorfnih oblik na zemljevidu, ki so preizkusna območja, kjer bodo opazovali ali dodeljevali libanonskim oboroženim silam določene naloge ali cilje v tej coni. Bomo videli, kako bo šlo, kot si omenil. Morda še pomembneje, vemo, da je vojska tam v Izraelu sposobna. Kako pa to sprejemajo prebivalci na severu? Ali to ponovno vzbuja vsaj nekaj upanja glede strateških ali političnih možnosti za rešitev? Mislim, da imajo prebivalci severa že več kot 20 let izkušnje z razočaranjem nad libanonsko vlado. Nad libanonsko vlado. Pri nas bo razumevanje resničnosti merjeno po dejanjih. Kaj lahko libanonska vlada dejansko stori proti Hezbolahu? Kaj lahko dejansko stori, da zagotovi, da nas tam ne bo? In pravzaprav hkrati, kaj lahko izraelska vlada stori, če libanonska vlada ne bo ukrepala, kar je vsekakor možnost ob grožnjah Hezbolaha s civilno vojno. Torej je vzdušje tukaj takšno, da čakajo in opazujejo. Poglejmo, kako se bodo stvari odvijale in kaj se bo zgodilo z izvajanjem. In mislim, da sem zelo vesela dejstva, da je to prvič dogovor, ki ne zahteva najprej umika Izraela in nato razorožitve Hezbolaha. Najprej razorožitev Hezbolaha in nato umik Izraela. In mislim, da je to tudi ključ, da tokrat stvari naredimo drugače. Kljub vsemu, kar plačujemo za to, da so vojaki IDF še vedno v Libanonu. Poglejte, zdi se, da je to pameten načrt. Vsaj veste, da gre za memorandum o soglasju med državama, ki podrobno določa, da Izrael nima nobenih načrtov glede njihovega ozemlja in zmanjšuje tveganja, kot ste tukaj poudarili, za izraelsko stran. Torej, počasno umikanje in premišljene poteze. Sarit Zahavi, hvala, da ste bili z nami ob tem pomembnem razvoju dogodkov. Hvala.